Živijo, Flora Malotrič te prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi, kjer bomo imeli eno zelo pomembno temo. In sicer veš, da je naš slogan samozavestna na vseh področjih tvojega življenja, ampak danes želim govoriti o tem, kako postati zares samozavestna v svojem telesu s pravo prehrano in telesno vadbo in ne s kakšno hitro dieto. In zato sem našla res pravega gosta. Z mano je Mario Sambolec. On je nutricionist, osebni trener, lastnik fitnessa Feel Good in pa tudi predavatelj na Fitness zvezi Slovenije. Mario, živijo. Živijo. Hvala, ker si vzel čas in si danes z nami. Ja, hvala za tak lep uvod in hvala tudi za povabilo. Jaz sem marsikaj spustila v vodu, ker sem hotela, da greva direkt na temo. Ti si še marsikaj več kot samo to. V bistvu si en tak feel good doctor. Ja, zadela si moj vzdevek. To je bil moj prvi vzdevek, doktor Feel Good. Tako. Tisti, ki me najdlje časa spremljajo, me potem tudi včasih pokličejo. Doktor Feel Good. Tako, in kar mi je pri tebi najbolj všeč, je to, da ti ne promoviraš nekih hitrih rešitev, ti promoviraš življenjski slog. Pravi življenjski slog, pa ne zdaj, da je samo en življenjski slog pravi, ampak tak, ki najbolj podpira posameznika. Bom najprej dala malo predzgodbe. Par mesecev nazaj sem začela prva trenirati. Imam super trenerja, s katerim sem mega zadovoljna, in kar mi je najbolj všeč, je to, da itak sem se že zelo dolgo časa spraševala o tem, mogoče bi bilo fino, staram se, malo začeti tudi uteži, fitness in tako naprej. Vsekakor sem pa vedela, da moram nekaj narediti tudi v zvezi s prehrano, a ne? Zato, ker starejši kot smo, drugačne so naše potrebe, in tudi o vsem tem bova še govorila. Ampak kar mi je pa res najbolj všeč pri vas je pa to, da se dejansko in treningi, in hrana, in vse prilagodi posamezniku, a ne? In da zdaj ni ene hitre rešitve, kot jo zelo radi ljudje promovirajo na raznih socialnih omrežjih, a ne? 30 dni detoksa za popolno telo in tako naprej. In potem ljudje pademo, tudi jaz sem včasih, ko sem bila mlajša in sem potem probala razne diete, ampak na koncu je pa bistveno to, da spremenimo življenjski slog. A je tako? Res lepo povedano. Ne bi znal bolje sam napisati. V resnici je pa to res, kar si rekla. Težko rečem, da zdaj sem ful proti kakšnim hitrejšim rešitvam, da se izognem uporabi besede instantnim. Nažalost pa v vseh teh letih dela sem imel možnost iz prve vrste opazovati, kako ne delujejo, zakaj ne delujejo in kako pogosto tudi puščajo razsulo za sabo. In zato, ko praviš, niste promotori tega. V resnici smo promotori tistega, kar opazimo, da pri posamezniku reši njegov problem, njen problem, ponudi neke rešitve, neke veščine, in jih razbremeni, odkomplicira. Naredi prehrano in gibanje, česar se večina ljudi zaveda, da je za njihovo zdravje in dolgoživost pomembno, za njih lažje sprejemljivo, lažje obogati njihovo življenje. Kljub temu, da morda razmišljanje o tem in skrb o tem ni nekaj, kjer so zdaj zelo navdušeni na tem, da se morajo tega lotevati. Sama tvoja zgodba je tak zanimiv primer. Nisi glih nek fitnesser, se ne bi tako opisala. Absolutno po drugi ne. strani se zavedaš, da je pomembno priti na trening oziroma izvajati vadbo za moč. In zdaj najti neko okolje, ki se ne jemlje preveč resno, ki ne vzame za svojo misijo to, da bo navdušilo vsakogar nad vadbo za moč, ker smo mi sami trenerji nad tem navdušeni. Tako. Ne? Potem lažje razumeš, da včasih pri nekomu neka hitrejša rešitev je lahko prava, ampak v večini primerov se pa res izkaže, da neke crash diete, je tak splošen izraz, oziroma instantne diete, pač tako, ko pridejo, tako grejo in to je ljudem ponavadi zelo blizu. Nič jih ne naučijo, ampak kljub temu se iz njih ničesar ne naučijo. Kaj sem želel s tem povedati? Da jim ne dajo nobenih znanj in veščin, da bi lahko na dolgi rok rezultate, ki tudi če jih dosežejo, ohranili, ampak jih ne izuči tudi to, da take reči ne funkcionirajo in potem zopet kmalu, ko neka prijateljica se pojavi ali pa prijatelj dvigne roko pa reče, ja veš, zdaj se pa jaz spustim ali pa zdaj pa sem dal hidrate stran ali pa ne jem več po 6 ali pa ne jem več zajtrka ali pa ustavi karkoli želiš, spet zastrižejo z ušesi in je njihova pozornost absolutno samo še tam, češ, zakaj pa ne bi tudi jaz to probal, sej
Kot da imamo ta, spomin, smo že pozabili, da take reči ne funkcionirajo za nas. Ja, ker najbolj, kako bi rekla, smotano je to, da ko ti neko tako dieto končaš, pač začneš to krepeneti spet po vsem tem, čemur si se odrekal prej, da je v bistvu kontraefekt, pač bumerang efekt. To vsi vemo, pa še vedno ful ljudi non-stop dela neke diete v upanju, da bi shujšali. Ampak v bistvu, jaz bi se rada dotaknila, kako pa se sploh začeti ukvarjati z obroki, s prehrano, iz vidika neke kmečke logike, ker se mi zdi, da smo to zdaj pozabili. Informacije je ogromno, zato ker midva sva zdaj še en podcast o prehrani. Ampak nikjer pa ni mogoče neke take kmečke logike, kaj zdaj narediti, kako organizirati obrok, da bo zame dober, hranilen, da me bo dejansko nasitil in da ne bom potem čez 1 uro že po nekih snekih repenila. Omenila si kmečko logiko, pa bi opozoril ali pa opomnil na bistvo, kaj v ozadju to sploh pomeni. Če hočemo karkoli posaditi, žeti, če hočemo karkoli prešparati, recimo, da je to denar ali pa s čimer se želimo ukvarjati, da ne govorim samo o prehrani, ampak uporabim neko prispodobo. Ko razmišljamo o tem, da bi želel recimo nekaj prešparati, potem razmišljamo o tem, ok, to je moj cilj, kaj moram za to narediti, kakšen je sploh moj budžet, koliko imam za nameniti, koliko me kaj stane. Se pravi, to so neka osnovna vprašanja. Kmečka logika, ne moreš prešparati nekaj, če sploh ne veš, koliko denarja mesečno zaslužiš in koliko ga porabljaš za svoje osnovne potrebščine. Neodvisno od naše stopnje izobrazbe, neodvisno od našega backgrounda, neodvisno od česarkoli je to osnovni proces, ki se sproži, ko razmišljamo o tem. Se pravi, moraš neke osnovne informacije pridobiti. In če govorimo o prehrani, o čemer me sprašuješ, kako sploh se lotiti uravnoteženega prehranjevanja ali pa kako neko uravnotežen obrok za neko osebo sploh izgleda, ja, to sta spet ti dve isti vprašanji. Kakšen je sploh moj cilj zdaj? Kaj želim? Zdaj, če se malo pošalim, ko se pogovarjam, zdaj generaliziram, ne bi želel, da izpade to, kot da mislim, da za vse velja, ampak velikokrat ženske imajo samo 2 nastavitvi. Prva je shujšati, ker če ne hujšajo, imajo pa slabo vest, ker ne hujšajo. To sta ti 2 nastavitvi. In je ta nek diet culture, ta kultura dietiranja tako močno prisotna, da je to v resnici, tudi če ni zares, njihov cilj. Prepričale so se, ali pa ste se, da je to vaš cilj. In če popraskamo malo globje, ugotovimo, da je morda resničen cilj nekaj drugega, ampak kot da bi mi bilo bed, da je to moj cilj in ne hujšanje, ker hujšanje je trenutno najpomembnejši cilj v tem času in prostoru. Tako da, ok, kaj je zdaj moj cilj? A je cilj izgubiti? Res, dejansko imam težave z odvečno telesno maso? A je moj cilj pomanjkanje kondicije? Ali sem prepoznal, da se počutim slabo, mi primanjkuje energije? Se pravi, nekaj konkretnega želim spremeniti in je to treba dobro prepoznati, definirati, o tem razmisliti in se ne poročiti s tujimi cilji. Lej, ona mi je všeč, njen cilj je to, ona zdaj dela na tem, ja bom pa jaz tudi delal na tem. Tega je zdaj ogromno na Instagramu, recimo. Ja, se pravi, ta čist, izklopiš sebe. Razmislek. Danes je pač razmišljanje v bistvu odvečna dejavnost. Ja. Ker je lažje slediti, kot razmišljati. Ja. Tako da to je prva stvar in druga stvar je, ok, se pravi, eno je, kakšen je moj cilj, drugo je pa zdaj, koliko me ta cilj v resnici stane, kaj je za ta cilj potrebno narediti. Kaj moram vedeti, kaj zahteva od mene. Če govorimo zdaj o tisti prispodobi s šparanjem denarja, recimo, da želim prihraniti nekaj denarja, ok, se pravi, rabim 2 osnovni informaciji, koliko me moj življenjski slog stane in koliko denarja sploh mesečno. Se pravi, rabim neko osnovno bilanco. No, pri prehrani večina ljudi tega, kar je mi recimo na tem področju, uporabil sem to področje, ker je večini ljudi blizu, razume ta jezik. Tukaj mi je to popolnoma logično. Zanimivo, da pri razmišljanju o uravnoteženi prehrani ne poznajo teh odgovorov. Kakšen je moj cilj? Videla si že, kle se pogosto zataknemo, ker so cilji danes izjemno površni. To se lahko zelo hitro prepozna tako, da samo postaviš 2 ali pa 3 pod vprašanja, zakaj. Kaj je tvoj cilj? Želim shujšati. Zakaj? Ker vsi hujšajo, ker moje frendice hujšajo, ker pač je hujšanje tema, ki jo
je pač vse povsod, kar spremljam. Ok, zakaj ti hočeš shujšati? Zato, ker imam preveč kilogramov. Zakaj misliš, da imaš preveč kilogramov? Ker živim v okolju, se pravi, imamo težavo z definiranjem ciljev, se pravi, sploh da pridem bližje malo, rabim tukaj nameniti nekaj časa. Potem pa spet, kaj to od mene zahteva in kaj moram za to vedeti. Če sva govorila pred denarjem o tem, da razumem, kakšen je moj income, pa kakšen je moj neke navade potrošnje, ok, pa deva to prenesti na prehrano, koliko energije sploh vnašam jaz svojo prehrano, koliko energije sploh potrebujem v podporo svoji telesni dejavnosti, v podporo svojem življenjskem slogu, koliko sploh potrebujem ključnih hranil. Še iz gospodinjstva v osnovni šoli vemo, da obstajajo beljakovine, obstajajo ogljikovi hidrati, obstajajo maščobe. A sploh vem, kakšne so moje potrebe po teh ključnih gradnikih, a sploh vem, kje v prehrani se ti nahajajo, katera živila so najboljši viri tega. Ne govorimo o tem, da postaneš doktor prehrane, ne govorimo o tem, da bereš strokovne članke, ne govorimo o tem, da moraš zdaj postati nutricionist, da lahko razumeš svojo prehrano. Tako kot ne rabiš postati ekonomist ali pa finančni svetovalec, da lahko uravnaš svoj budžet. Govorimo samo o tem osnovnem, da sploh razumem, pa bom uporabil drugo prispodobo, če je mogoče komu bližje, ker avto furam, koliko tankam, kdaj ga moram približno servisirati, pa gre noter bencin ali dizel ali štrom. Ne rabim vedeti, kako mašina deluje, ne rabim vedeti, kako so ga skupaj sestavili, ne rabim sam menjati svojih avspohov, ki padejo dol, vse to je stvar koga drugega, ampak moram razumeti vsaj približno, kdaj ga moram pelati. In tukaj imamo ta isti problem. Ljudje danes, bom s tem zaključil to mogoče ful predolgo misel, nimajo pojma, koliko energije sploh vnašajo s prehrano, koliko je potrebujejo, koliko energije sploh, kakšna, recimo pred nama imamo zdaj granolo, se pravi, če vzamem recimo 2-3 pesti tega, kaj sploh to zdaj pomeni, kaj sem naredil, kaj sem vnesel. In pol valjda, kaj nastopi takrat, ko nimaš pojma, kaj počneš? Slaba vest. Slaba vest je pač posledica tega. Ne? In to se zgodi, ker ne vem, kaj to zdaj zame pomeni, potem, če to pojem, imam slabo vest. Recimo, dam konkreten primer, ki se pogosto dogaja pri ljudeh. Imajo skozi neko slabo vest. Karkoli počnejo, imajo neko slabo vest. Tako da odgovorim, da se vrnem nazaj na začetek, kako bi se tega lotil po kmečki neki pameti. Okay. Kakšen je zares moj cilj? Ampak zares. In a sploh imam osnovno razumevanje o tem, kaj je potrebno zanj storiti? A je zame ta cilj realen? A sploh imam razumevanje o tem, koliko energije v moje prehrani, koliko je uživam, koliko je vnašam, kaj sploh je kaj, koliko je rabim? Te stvari je treba nasloviti. Vsaj osnovno razumevanje tega. To ne pomeni, da moraš zdaj odpreti MyFitnessPal oziroma neko drugo aplikacijo, pa vsako kalorijo noter vnašati, pa iti zdaj nimam pojma, kaj počnem, do mikromenedžiral bom vsak aspekt svoje prehrane. Samo nek osnovni pregled nad tem, kako menedžiram tako kot svoj finančni budžet, kako menedžiram svoj energijski budžet in imam sploh vsaj osnove pri prehrani poštimane. To. Če začnemo tu, potem odpirajo se nam vrata zelo, zelo, zelo na široko. Potem lahko v bistvu gremo v kjerkoli smer želimo. Če štekam, kaj počnem, potem lahko prilagodim prehrano v smeri izgube, pridobivanja, vzdrževanja. I'm the boss of it. Jaz lahko počnem, kar želim. Če nič od tega ne počnem, sem jaz v bistvu žrtev svojega lastnega neznanja o prehrani. Potem me bo odneslo tja, kamor bo veter zapihal. Nad vetrom vpliva nimam jaz, ampak v bistvu v večji meri socialni mediji, družba, okolje, v katerem se gibam. In potem sem ujetnik svojega neznanja in je posledica tega konstantna slaba vest, tesnobnost, anksioznost.
Ja, vsi imamo, kaj jemo, a ne, pa greš na pico, pa si tako, joj, pa, no, ok, jutri bom pa solato, jutri bom pa Tako. to, a ne. Ampak v bistvu, če tako pogledamo, sej, če solato, ne vem, ful zaliješ z oljem, pa dodaš, ne vem, prepečenc, pa ne vem, kaj še vse gor, je to tudi v bistvu ful enih kalorij, a ne, pa spet nisi nič naredil. Ampak Florema, veš kaj, to je pa domače oljčno Ja. olje, veš, to je pa bio oljčno olje, poznam gospoda iz Krka, on ga je stiskel te olive, tako da to je čist neko drugo olje, to olje nima kalorij. In ta prepečenc, veš kaj, je bil predelan iz bio pirine moke, polno zrnate, tako da to je pa tudi same zdravje. Razumeš, kakšen Ja, je itak. pol nivo komunikacije in koliko je nekih logičnih zmot. Tudi sami se v bistvu pesek v oči mečemo, Tako kar se je. teh stvari tiče, pa pol si v trgovini, pa zdaj že vse bio, pa eko, pa ne vem kaj in pol, joj, sej, a veš ti, če te piškote bio kupam, a ne, se vse en pol je malo bolj same, a ne, tudi če imajo isto cukra. Jaz sem včasih prav pogledala, koliko ima cukra, ne vem, en navaden piškot, oziroma pač pakonga navadnih piškotov ali pa teh bio, a ne, zdaj ni bilo neke bistvene razlike, sam pač unesi z malo manj slabe vesti, kot si rekel, pojedo, ker so pač bio. In verjamem, da v kakšnem aspektu je zihar boljš, če so kakšna bolj kvalitetna, ne vem, živila noter v samem receptu. Ampak kar sem jaz sama pri sebi najbolj videla, pa mogoče, če se še malo dotakneva te sestave obrokov, je, da ko sem jaz odraščala, smo mi dejansko jedli zelo, zelo malo beljakovin, a ne? Pa so štrukli, pa jun mečkan skute noter in to je v bistvu edina beljakovina, ki je v celem obroku. Pa ne vem, palačinke, pa spet, a veš, marmelada ali pa neka nutella čez, pa so spet sami ogljikovi hidrati, razen tist malo mleka, kar je noter. In v bistvu, kar se je pri meni osebno najbolj spremenilo in ko sem začela vas poslušati in še pač neke druge strokovnjake, pa tako malo brati, pa začela, ko sem se s fitnessom začela recimo ukvarjati, je bilo to, da sem res dala velik poudarek na beljakovine in da sem v bistvu obroke začela okrog beljakovin graditi, ker sem opazila. Nekaj časa sem sicer še tudi malo spremljala, koliko recimo kalorij pojem in pol je ta aplikacija, takrat, ko sem tako za ene par dni čistko, da sem videla svoj kalorični vnos, pokazala ful enih ogljikovih hidratov, pa recimo maščob, ampak beljakovin pa tako čist mal. In pa sem bila tako, ok, glede na to, koliko so zdaj mediji tudi začelo zaveščati o beljakovinah, zdaj mogoče že celo malo preveč, ker imaš beljakovine v tortiliji, tam, skratka, zdaj so beljakovine povsod, ker so spet nek hit, a ne? Ampak zdaj dajva se mogoče malo teh beljakovin dotakniti, ker se mi zdi, da tukaj je mogoče vseeno nekako fino začeti, da ne gradiš obroka okrog ogljikovih hidratov, ampak okrog beljakovin. O tem tudi ti veliko govoriš. Ja, zdaj to mi je všeč, da si, jaz sem bil prej malo bolj filozofski kot konkreten in mi je všeč, da si nadaljevala to temo s konkretnim. Ne? In če se pogovarjamo o tem, kako pa zdaj, če dava tisto prej na stran, oblikovati nek obrok ali pa postaviti nek temelj, potem bojo res beljakovine smiselen začetek. Zdaj, težko rečem, da mora vsak obrok izgledati tako, kot se bova pogovarjala zdaj. Zato, ker zdrava prehrana, pa prehrana, bolje rečeno, prehrana, ki podpira naše zdravje, ni en obrok, ni en dan, ampak je nek način prehranjevanja, neki vzorci prehranjevanja, neke prehranske navade, ki jih dosledno izvajamo skozi daljše časovno obdobje. Tako da en obrok v tem, a vidiš, kako je potem lahko nereprezentativen v resnici. Ja. Zdaj, če jaz danes po tem podcastu te povabim na burger ali pa ti mene na pico in pač pojeva nek nezdrav obrok, ali to pomeni, da je najna prehrana nezdrava? Lahko, da je to čist mim zaključek. A ne? Tako da, ampak če dava to na stran, ta kontekst, vseeno obstaja nek uporaben napotek za tiste, ki nas poslušajo, in to je, da začnemo, če se pogovarjamo o gradnji recimo obroka kot o neki gradnji hiše, bomo najbrž začeli s postavitvijo temelja. Nihče ne bo začel razmišljati o tem, kako bo svojo hišo zgradil, tako, da bo izbiral barve zaves v spalnici. Ne? Ali pa kako bomo zdaj streho postavili. Bo treba najprej temelje dobro razumeti, kako pa kaj. In temelj pri prehrani predstavljajo beljakovine. To je osnovno, temeljno hranilo. Ljudje dostikrat ne razumejo, da pri beljakovinah ne gre za enakovreden del te trojke v primerjavi z ogljikovimi hidrati in maščobami. Ne? Ogljikovi hidrati in maščobe sta energijski hranili. Ne? To sta dva vira energije. Telo eno ali drugo, v nekih situacijah raje eno kot drugo, uporablja kot vir energije, dočim beljakovine ne rado uporablja kot vir energije, ampak je, tako rečemo, strukturno
hranilo. Gradi nas, sestavlja praktično vsak del našega telesa. In teh gradnikov, kot opeke, ki gradijo hiše, lahko zmanjka, je treba obnavljati. Ne? In zato potrebujemo neko ustrezno količino beljakovin za naše potrebe, za naše cilje. In zelo lepo si prej povedala, če včasih se z njimi nismo ukvarjali, pa ne, ker ne bi želeli, ampak včasih smo znanja, ni bilo. Ne, še bolj kot, imaš prav, znanja ni bilo pa tudi na voljo. Dostikrat se je jedlo tisto, kar je bilo na voljo. Bili so mogoče bolj skromni časi pri nekaterih in si jedel to, kar je bilo, ne, kakor je moja mama včasih rekla, to, kar je bilo sine v akciji. Ne, nisem se spraševala, so beljakovine ali tisto, kar sem lahko dobila za svoj denar. Se pravi, danes nekako imamo to znanje, imamo tudi drugačne možnosti in tukaj se lahko nekako znajdemo, da začnemo postavljati temelje na beljakovinah oziroma na ustreznem beljakovinskem vnosu. Ne premalo, ne preveč. Tudi preveč beljakovin povsod, kot si omenila, ni zdaj rešitev ali pa neka ena stvar. Ne? Zdaj bomo sam to jedli. Zdaj, katera so pa beljakovinska živila v resnici, bi bilo tvoje vprašanje najbrž naslednje. Tako, neka najbolj osnovna, ki ima največ beljakovin, da jih ima lahko čisto vsako v hladilniku, in lahko potem mogoče obroke okrog njih gradi. Zdaj, tisto, kar bom povedal v naslednji minuti, dveh, je res čista osnova, ampak mi je zanimivo, da danes v teh časih se še v zvezi s tem ne moremo strinjati, tudi strokovnjaki ne. Se pravi, kaj so zdaj beljakovinska živila, kaj so ugljikohidratna živila in kaj so maščobna živila. Zelo pogosto dnevno lahko najdeš strokovnjake ali takšne, ki se tako opisujejo, ki razlagajo o enem živilu kot nekaj, kar v resnici ni. Recimo, oreški so vir beljakovin, avokado je vir beljakovin, smetana je vir beljakovin, kvinoja je vir beljakovin, ovseni kosmiči so vir beljakovin. Si slišala kdaj za kaj takšnega? Za kvinojo sem. Ja, naprimer, dam samo par primerov. Zdaj, če vemo, da oreški vsebujejo na 100 gramov, naprimer na eno vrečkico, okoli 60 gramov maščob, pa 15 gramov, 20 gramov beljakovin, vir česa potem v resnici so oreški. Tako, maščobe. Če govorimo o tem, da imajo kvinoja ali ovseni kosmiči na 100 gramov približno 60 gramov ogljikovih hidratov in kakšnih 15 gramov beljakovin, vir česa potem v resnici so ta živila. Se pravi, osnova tukaj je, da živilo opredelimo tako po tem, česar vsebuje največ, glede na energijsko vrednost in količino. In če po tem kriteriju sodimo o beljakovinskih živilih, potem ugotovimo, da so najboljši viri beljakovin, upoštevajoč in količino in energijsko vrednost, bolj pusti kosi mesa, ribe. Zakaj pravim bolj pusti? Ker če je neko meso zelo mastno, spet maščoba. Potem je maščoba tista, ki prevladuje v energijskem smislu v tem živilu in težko govorimo, da je zelo dober vir beljakovin. Tukaj že same bitke okoli mesa dostikrat zgrešijo bistvo, o čem se pravzaprav pogovarjamo, ker nek pust kos mesa, ne samo z vidika beljakovin, ampak tudi z vidika vpliva na zdravje nasploh, je nekaj popolnoma drugega lahko, kot pa neki čevapi ali pa suha salama ali pa pašteta ali pa rebrca. Se razumeva, se pravi, Itak. Oboje je zdaj meso, ampak tisto je to bolj je nekaj maščoba. drugega. Tako. Ja. Potem so tukaj ribe, potem so tukaj jajca in jajčni beljaki, potem so tukaj pusti mlečni izdelki, zopet zakaj pusti sej, ne? Polnomastni mlečni izdelki so spet bogatejši viri maščob, kot pa so beljakovin v resnici. Potem imamo razna dopolnila beljakovin v prahu, tako rastlinske beljakovine v prahu, kot mlečne beljakovine v prahu, so pravzaprav živilo. Mnogi dojemajo to kot nek izrodek bodybuilderske industrije, ampak v resnici gre pač za živilo v prahu, kot je mleko v prahu, živilo v prahu, kot je kava, živilo v prahu, kot je marsikaj v prahu danes uporabljamo, pa to ne pomeni, da je problematično. Kaj naredi marketinga? Kaj naredi marketing? Je pa tudi res, da gre v drugo smer. Se pravi, če nekako odpiram perspektivo tukaj, da se teh živil, kot so beljakovine v prahu, ni potrebno bati, to ne pomeni, da so vsa, ki so na voljo, enako kvalitetna. Tako.
treba znati nekako tukaj izbrati tisto, kar je najbolj primerno za nas. Potem so tudi druga živila, ki jih industrija prehrane danes ponuje, različni beljakovinski napitki, beljakovinski pudingi. Nekatera beljakovinska živila so dejansko koristna in kvalitetna, dočim nekatera druga so spet malo bolj megla in triki, kot naprimer nek beljakovinski svaljki, beljakovinski kruh. Zdaj so povsod. Povsod imaš kao neke kvazi beljakovinske reči, ki v resnici nimajo kaj veliko veze s tem, da so dober vir beljakovin, ampak pač catch fraza. Če te povzamem, mogoče fajn za potrošnike, za vse nas, da ko gremo v trgovino, malo pogledamo na etiketo zadaj. Okay, česa ima največ? A zdaj je to beljakovinsko živilo ali ne? Da se v bistvu samo po številkah recimo orientiramo. Lahko. Tudi tukaj bi svetoval vsaj en šnelkurs, mogoče prej pri nekom, da malo pojasni, kako sploh brati ustrezno prehranske deklaracije. Kako večina ljudi dojema prehranske deklaracije, bere tam odzadi oziroma aditive pa konzervanse. To je pa slabo. In se ustraši tistega, česar ne razume in potem mislijo, da je to neka drama. Ko pa v resnici pač, če piše spredaj, pomeni samo, da je znotraj Evropske unije ta reč varna za uporabo. Ljudje se obojijo, v resnici pa je to garant, da je ta reč varna za uživanje. Tako da niso stvari tako črno-bele in dostikrat ta neka lažna dihotomija, ki se na področju prehrane ustvarja, češ to je koristno, to je škodljivo, mnoge odpelje precej stran od bistva problema, s katerim se hočejo soočiti. Tako da pri beljakovinskih živilih je to bolj kot ne to, kar imamo. Stročnice in izdelki iz stročnic so tukaj še precej dobra rešitev za tiste, ki bi želeli malo razbremeniti svojo prehrano živalskih virov. Govorim o lečič, čeriki, fižolu, bobu in govorim o izdelkih iz teh živil, kot so recimo sojin, jogurt, tofu, tempeh in recimo kakšni dobro formulirani rastlinski nadomestki mesa. Tudi ti danes recimo obstajajo, ampak spet je potrebno biti pozoren, ker nimajo vsi kvalitetne sestave. Ja, jaz sem eno obdobje skušala biti veganka, ker delali smo malo en eksperiment v družini zaradi ene bolezni in sem bila, mislim, da kakšno leto veganka, ampak iskreno sem imela ful malo energije, ker nisem razumela še beljakovin. In imaš ogromno enih nadomestkov veganskih, ki so recimo nadomestki za beljakovinska živila, ampak nimajo skoraj nič beljakovin. To sem jaz videla po raznih teh klobasicah, salamah. Recimo jaz obožujem ta veganski, kako se temu reče, veganski sir, ta grški, a veš? No, jaz to obožujem. Kafeta, ja. Včasih nisem mogla besede spomniti. No, skratka, obožujem vegansko feto, ampak to ima same maščobe. To nima nič beljakovin. In jaz tega nisem sploh vedela. Sem rekla, super, evo nam je sveta, bom jaz pač vegansko jedla in jem, tako je draga kašus. In pol enkrat za foro pogledam, čakaj, kje so pa beljakovine? In jih ni. In so same maščobe. In v bistvu takrat se spomnim, da sicer sem se tako dobro počutila, ful sem shujšala, imela sem lepo kožo in vse, ampak dejansko bila sem non-stop izčrpana, ravno zaradi tega, ker nisem razumela, da če sem vzela prehrani meso, ribe in tako naprej, bi mogla dodati nekaj drugega. Jaz sem pa še vedno jedla isto, samo brez mesa, pa rib, pa vsega tega. In to se mi zdi ful velik problem pri teh nekih zelo strogih dietah, da pač tisti, ki se jih lotimo, imamo absolutno premalo znanja in ne rečem, da je kaj narobe s kakšno dieto, če ima kdo moralne, etične pač predstave, pa da zaradi tega mogoče želi biti vegan. Jaz sem to delala tako bolj kot en eksperiment zaradi zdravja, ampak kar sem res opazila je, da ljudje ne znamo nadomeščati pol stvari, da samo odzemamo. Tukaj je več zornih kotov, kako lahko odgovorim na to. Prvič, več stvari, kot ti svoje prehrane odvzameš, oziroma bolj, kot jo omejiš, pa greva lahko recimo v veganskem primeru, daš vsa živila živalskega izvora stran, v nekem diametralnem nasprotju, da je reč neka karnivor dieta ali pa keto dieta ali pa tudi LCHF dieta, daš pa večino
živil rastlinskega izvora stran in ti ostanejo bolj, ne samo živila živalskega izvora. Ja. Se pravi, bolj kot svojo prehrano omejiš, več živil ali pa skupin živil iz nje izločiš, večjo luknjo ali pa več lukenj, skozi katere lahko začnejo kapljati tvoja prehranska pomanjkanja, odpreš. Tako da to je prvi izziv, ki se ga dostikrat tudi ne zavedajo. Češ, ja, pač dal sem to stran in tukaj sem jaz zgodbo zaključil. Tako. Nehal sem jesti kruh, nehal sem jesti žita, nehal sem jesti meso, nehal sem jesti mlečne izdelke. Case closed. Ok, ampak s tem, ko si dal to skupino živil ven iz svoje prehrane, si dal recimo v primeru mleka in mlečnih izdelkov ven kalcij. Če so bili oni, se pravi mlečni izdelki, najbogatejši vir kalcija v tvoji prehrani. Kje imaš zdaj kalcij na mesto tega? Ja, se jem špinačo. Ja, to ni isto. In s tem prideva na drugo točko oziroma drug zorni kot. In to je, da je tvojemu telesu oziroma našemu telesu v bistvu zelo malo mar za tvoje prehransko filozofiranje in za tvoje prehransko idealiziranje. Ja. Se pravi, ti lahko misliš in si prepričan v karkoli želiš biti prepričan, ampak tvoje telo oziroma naše telo potrebuje pač določena hranila. In če teh ne dobi, zanimivo, z danes na jutr nič se ne zgodi. In če svojega telesa ne obremenjuješ kaj fejst, potem lahko kar dolgo časa nekako odneseš živo glavo. Ne? Ampak se pa lahko preraslej, kot se v tvojem primeru začnejo pojavljati razne pritožbice. Kot bi se na armaturni plošči začela v avtomobilu prižigati rumene luči. Se pravi, nekaj začne primanjkovati. Ti greš potem lahko, glava v pesek, pa še naprej furaš svoje, preden te nekaj ne pokoplje in tega dostikrat niti ne povežemo potem več s prehrano. Ker, naprimer, spremenil sem svojo prehrano 1 leto nazaj, 2 leti nazaj, 3 leta nazaj, potem nadaljujem, telo mi sporoča, veš, tukaj stvari niso ok, potem dajmo reči, ali zgoriš, ali se nekaj zgodi, ali nekaj negativnega se ti začne pojavljati in itak ne povežeš šita, veš, to ima pa mogoče tudi korenine nekje tam, ker sem začel iz svoje prehrane umikati tako ful stvari in nisem tega ustrezno nadomestil. Ampak potem pripišemo vzroke tega čemu čisto tretjemu in pa poskušamo to ponavadi rešiti še z novo ekstremno dieto ali pa še z nekimi novimi dopolnili, kot z nekimi flajštri čez globoko rano. Tako, to je pa ta drug vidik, da dostikrat v bistvu mislimo, da je najbolj pomembno, ko govorimo o svojem zdravju, to, kar verjamemo, ali pa pri prehrani govorim seveda, ali pa to, kar smo prepričani in način, kako o njej razmišljamo. Dočim bi bilo bolj odgovorno, da razumemo, kaj je prehrana oziroma kaj naše telo od nas sploh zahteva in potem še vedno smo mi tisti, ki najdemo ustrezne zamenjave. Mi smo na področju prehranskega svetovanja verjetno eni izmed, vsaj tako nam pravijo, najbolj uravnoteženih virov. Zakaj? Ker večina strokovnjakov boste našli pri njih neko naklonjenost nečemu. Ali so zagovorniki veganskega načina prehranjevanja in poveličujejo tak način prehranjevanja čez vse ostale in ga tudi promovirajo kot rešitev vsega možnega. Potem imaš nasprotno srenjo, ki govori o tem, da je pač vse rastlinsko, samo strupeno in da v bistvu je rešitev samo v tem, da ješ živalsko prehrano. Potem imaš tiste, ki so naklonjeni postu, pa tiste, ki pravijo, da moraš imeti 100 dopolnil za 100 problemov. Pač mi že 15 let delamo tako z vegani, tako z vegetarijanci, tako z športniki, tako z osebami, ki imajo zdravstvene težave, tako z osebami, ki se hočejo zrediti, kot tistimi, ki se hočejo shujšati, tako s tistimi, ki imajo milijone, kot tisti, ki ne vejo, ki ne bi milijona znali napisati. Tako da tukaj govorimo o tem, da znamo pomagati na način, ki je najbolj skladen s posameznikovim moralnim sistemom, recimo vrednotnim sistemom in življenjskim slogom. In to je tisto, kar si s tem bom tudi zaključil, ko si rekla, da moraš znati nekako razumeti, kaj rabiš, pa tudi, če ima nekdo neke etične zadržke ali pa neke drugačne, mogoče čisto neracionalne poglede na prehrano, je to vsekakor vredno upoštevanja in nikakor ne obsojanja in pač, da bi v to drezali in poskušali luknje tega vrtati.
Ja, treba se je prilagoditi vsakmu posamezniku, tako da morate biti v bistvu tudi dobri psihologi, da dejansko razumeš, kako nekdo razmišlja, da se poglobiš in v njegov življenjski slog, v njegov dan. A nekaj sva se prej pogovarjala, ne jest po 6. Zdaj, kaj pa, če nekdo pač dela do 6, a ne? Ja. Kaj pa pol, mislim, vmes v službi, ja, imamo neke pauze za hrano, ki so pomembne, ampak dejansko pač moramo imeti pa tudi en obrok, kjer se lahko malo sprostimo, a ne pa v miru pojemo kaj dobrega, toplega. To je recimo nekaj, kar se zdaj na kar si opomnila, kar zelo pogosto pri sebi zanemarimo, ko se namenimo nekaj spreminjati. Ne preverimo pri samim sebi, a je to dejansko zdaj nekaj, kar gre pri meni realno čez, a je to skladno s tem, kar jaz prepoznavam kot užitek v nekem uživanju v življenju. To je recimo naš, ne bom rekel moto, ampak je pa naš upravičeni razlog. Mi poskušamo nekako promovirati premišljen pristop skrbi za zdravje, ki vključuje tudi uživanje v življenju. Zdaj, če kozarec vina pri večeri s svojim partnerjem po celem dnevu je nekaj, kar vaju povezuje, kar je tako antistres, kar je tako čustveno polnilo zate. Zdaj greš pa ti na neko dieto, ki si se pač tja zdaj zapičil, a ne, da pa ti po 6 uri ne boš jedel, ali pa boš ne vem kaj zdaj, ne. Se pravi, mogoče zanemarjaš, da si dal stran s tem, tudi nekaj, kar je v širši sliki tvojega zdravja, ki vključuje tudi druge dejavnike, ne zgolj prehrano, ampak tudi neko emocionalno zdravje, družbeno vključenost. Govorimo o menedžmentu stresa, govorimo o zdravju v širši sliki je bistveno več, kot pa samo prehrana in gibanje, v kar se ponavadi tisti, ki so na teh področjih zelo dominantni, radi vpičijo in samo to izpostavljajo. Začni trenirati pa prehrano zrihti, pa boš pač kar zdrav. Kaj pa vse ostale komponente zdravja? Koliko sem pa ostalih komponent zdravja žrtvoval, zato da lahko zdaj hodim okoli s taprove posodicami, štejem svoje kalorije? Ja. Koliko me to stane? Se pravi, treba je najti nek balans med tem, da lahko še vedno uživam v svojem življenju in naredim prehrano, da dela zame, ne pa da sem jaz ujetnik svoje prehrane in si ne dovolim ničesar drugega izkusiti in v ničemer drugemu zares uživati, zato ker ne znam tega dvojega zdaj skupaj spariti. Točno to. Jaz imam recimo alergijo na mleko, mislim, ne imam zares alergija, ampak že od najstništva sem več ugotovila, da ne smem, mislim, najbolj zame, da ne jem pač preveč mlečnih izdelkov, a ne. Ampak sem prav videla, da potem se v bistvu v glavi taka negativna konotacija na to stvar, da že karkoli poješ, kjerokoli sladico, karkoli mlečnega, ti že razmišljaš, zdaj bom imela izpuščaj, zdaj bo to. In dejansko valjda, da se potem to zgodi. In pol sem tako let nazaj približen, čisto pustila, sem rekla, če pa kdaj pojem pico s sirom, če kdaj pojem sladoled, če kdaj pojem neko ful dobro sladico, nič ne bo. In dejansko ni in nimam, sem pa tja se kaj naredi, ampak ful manj, zaradi tega, ker se ne omejujem več v nečemu, v čemer res uživam. In tako, kot si rekel, sploh ženske, mi imamo zelo to čustveno hranjenje, a ne, da ne bom rekla prenajedanje, tudi prenajedanje je včasih, ker kar sem jaz sama pri sebi ugotovila, da on sicer ful iz svojih izkušenj tudi govorim, ampak se mi zdi, da smo si ženske kar podobne. Jaz sem, ko sem bila majhna, pa pol tudi v najstništvu, v bistvu mogoče manjko na nekaterih področjih kompenzirala skozi sladice. Eni pravijo, kakšni psihologi, da če nimaš sladko življenje, če imaš stres, pa to, da potem to sladkobo s hrano prenašaš noter. In dejansko sem zdaj videla, ko pač par let res malo bolj živim tako, kot si jaz želim, pa delam stvari, ko so mi všeč, pa sem načeloma bolj sproščena in zadovoljna v svojem življenju, imam ful manjšo potrebo po sladicah. Pa tudi zato, ker sem si pač seveda nekako uravnotežila prehrano, da imam dovolj beljakovin, da se najemo v obroku. Ampak tako se mi zdi, da ful pozabljamo zdaj, ko je toliko govora, koliko bomo vsi umrli, če bomo nezdravo jedli, koliko je vse slabo, kar nam ponujajo, da zanemarjamo pa večerjo s prijatelji, pa tudi, če malo spiješ zraven. Ampak koliko ti ta večerja da, ne more ti nič drugega toliko dati. Pa če si doma, pa če ješ neko ful zdravo, pa si misliš, zdaj bom, ne vem, rešil svet s tem, ne? Ampak jaz mislim, da ta čustvena komponenta hrane za tiste, ki smo gurmani, je ful pomembna in jaz se res precej držim tako zdrave hrane, ko sama kuham, recimo, pa ko sem sama doma, ampak ko grem pa ven, se pa opustim, bi rekla po domače. To je recimo zelo lepo slišati. Me kar pogreje, ko nekoga poslušam govoriti o hrani na tak način, ker vidim, da si dovoli, da izpolni njegovo življenje. A ne?
na drugi strani pa tudi razume, kaj počne večino časa. Ne. Tako lahko pa stvar funkcionira. V nasprotnem, ljudje potem delujejo spet po principu, jaz se pač opustim, pa imam pa slabo vest. Ja, sej to. Spet, s to slabo vestjo se skozi ukvarjamo. Če ne vem, kaj počnem. Ne. In to je precejšen izziv, ne. Kako nekako pomagati nekomu najti ta balans. Tako da tukaj pa recimo si me opomnil na eno reč in to je glih to čustveno prehranjevanje oziroma čustveno prenajedanje. Tukaj bom kratek sam tako en mental note, mogoče en tak, razmislite pri sebi, če imate s tem težave, ker pri nas opažamo, da lahko nekoga ti opolnomočiš v smislu znanja, da razume, koliko beljakovin zdaj vnesti. Prej smo govorili o beljakovinah, lahko tudi konkretizirava še dalje to, če želiš. Pa potem dodava zraven še, ne vem, ustrezno, energijsko gledano obroke, prehransko jih popolnoma, recimo, uspeva zapakirati v neko uravnoteženo celoto. Ampak, če pri nekomu obstajajo vzorci povezovanja svojih čustvenih stanj s hrano, pa je to svojevrstna zver, ki je ne moreš pričakovati, da jo boš s tem v celoti omejil. Kaj mislim s tem konkretno? Primer, lahko ješ čez dan vse prav, pa imaš vse svoje beljakovince, pa imaš vse svoje zelenjavce, pa pač se nič ne prenedaš, pa je vse ok, potem pa priješ domov ali pa vmes, te šef nadere, se s partnerjem ne ujameš zvečer, se počutiš osamljeno, tesnobno, razočarano, si pod stresom, ko priješ domov in se nikakor ne moreš umiriti. You name it. Pač lahko ustaviš nek čustveni krč, ki te prime, če lahko tako rečem. In tvoj vzorc od majhnega dalje je, da ga poskušaš raztegniti, ta krč, z neko hrano, ki te odpelje v svet, kjer ti je fajn. In dostikrat je to pač neka konkretna hrana, ne kjerakoli. Mora biti tista čokolada, ki ima pravone lešnike take, ali pa mora biti on piškot, ki diši po tistem. Se pravi, tukaj imamo pol ta izziv, če ne znamo, ali pa če se preveč zanašamo na to, tukaj ne govorimo več o nekih kalorijah, tukaj govorimo o, lahko rečem, duševnih kalorijah. Ja. Bo treba najti način, kako mogoče, zdaj razmišljam zgolj, kar poskušamo pri nas narediti, da to vez, ki je mogoče toliko povezana samo s prehrano, povezati se s čim drugim, kar nas veseli, da ni samo hrana. Se pravi, kaj je še tisto, kar je v mojem življenju lahko vir ugodja, kaj je še tisto, kar me lahko pomiri, kaj je še tisto, kar lahko v takih situacijah storim, da je za neke moje cilje v širši sliki bolj primerno, kot pa to, da vsakič, ko se znajdem v paniki, imam nekaj v roki za pregrizant. Ker če je to neka heuristika, če je to nek modus operandi naš, potem imamo, če ne zdaj, bomo imeli pa lahko da v prihodnosti težave s tem. Ja, to je zelo podoben kaj alkoholika, ne? Ja, potem lahko najdemo paralelo. Ja, ker pač, tako kot si rekel, ti moraš nadomestiti neko slabo razvado z nečim boljšim. Jaz sem tudi, recimo, ker res imam včasih to tendenco po čokoladi, tako jaz bi lahko celo škatlo piškotov pojedla včasih, ker imam tu že od malega ta, ne vem, sweet tudi. Sladek zob. Sladek zob, ni slovenskega prevoda. Sem rekla. Sladek zob. Tako, imam sladek zob in jaz, če bi imela doma, jaz bi lahko včasih planila in dejansko sem si nehala kupovati in sem si rekla, ko si zunaj, pojej sladico, pojej vse. Pač kar ti bo zapasali, tako si pol toliko natreniraš želodec, da ne moreš več vsega pojesti, kot včasih, ko pač začneš zdravo jesti. In zdaj v redu pojem eno sladico in imam dovolj, ampak včasih, ko sem bila pa mlajša, pač mami je mogla tako skriti kakšne piškote, da jih še sama ni na koncu našla. Tako je bilo pri nas. 4 odjemalci in vsi, vse predale smo pregledali, da smo najdeli. In jaz sem imela ful ta problem, zato ker sem to svojo manko, ki sem jo imela znotraj sebe, ker mogoče nisem izživela določenih stvari, sem krpala s hrano.
In šele zdaj kasneje, ko sem se s sabo začela ukvarjati, sem videla te vzorce in sem rekla, ok, imaš doma čokolado, ampak imaš temno čokolado, ki jo ne moreš celo pojesti. A ne, lahko poješ košček 2, če je kriza 2 vrstici, včasih 3, ne bom lagala. Ampak, glej, imaš nekaj, kar je mal bolj zate in si pač prvošč, ko boš zunaj, da se ne počutiš prikrajšano. Ko sem pa videla, lej, če pojem je zdaj cukor, jaz se bom počutila slabo. In moraš tudi včasih razviti ta dolgoročen pogled. Tako se mi zdi, da v življenju zdaj, ko je vse tako instant, vsi iščemo te instant rešitve. Prej smo se pogovarjali o instant dietah, o instant treningih, 30 dni za čvrsto rit in ne vem kaj. Yeah. Ampak tako je, starejši, ki si lažje tudi mogoče gledaš dolgoročno, za mlade punce je to zelo težko, ker vem, ker sem bila tam in sem kupila program, ne vem, 30 dni do popoldne postave, pa marsikaj sem že kupila v svojih najstniških letih. Ampak zdaj, ko pa tako gledam, je pa v vseh vzorcih, če se želiš nečesa lotiti in v karieri, in v financah, in v hrani, in v fitnessu, je pač dolgoročno, Tako da dajva mogoče se zdaj še mal na fitness predstaviti, ker neke osnove, kar se hrane tiče, mislim, da bi se lahko s tabo pogovarjala do jutra, ker vem, mi dva rada filozofirava. Ampak da osva časovno omejena, pa se mi še vse zdi ful pomemben tudi ta aspekt vadbe. Ker pri meni iskreno, ja, hrana je ful pomembna, ampak tako, če gledam svoj level energije prej, preden sem začela trenirati z utežmi, pa zdaj, ko sem začela in tudi zdaj, recimo, ko sem imela malo zdravstvenih težav zaradi pač obilice dela, sem videla, ko nisem mogla na toliko treningov hoditi, sem videla razliko očitno. Tako da dejva se mogoče dotakniti treningov z utežmi za ženske, ker za moške se o tem ful govori, za ženske pa malce manj. Oziroma zdaj počasi začenjamo tudi ozaveščati, da je tudi za ženske to pomembno, ker kar sem jaz opazila, urniki žensk so se zelo spremenili v zadnjih 10, 20, 30 letih. Včasih je bilo pač veliko več žensk doma, zdaj nas ima veliko več neko kariero, ki zahteva celo nas, pa jaz si sploh ne znam predstavljati, ampak imajo pa te ženske, ki so v karieri, ali pa tudi, če imajo pač neko čisto navadno službo, imajo pa potem še družino, še dom za zrihtati, še moža, še vse, in dejansko je naš urnik prišel iz skrbi za otroke na 10 različnih stebrov. In zdaj, jaz sama pri sebi sem videla, da dejansko, če ti ne ukrepiš svojega telesa in s pravo prehrano in z neko vadbo, da dobiš moč, ti enostavno kolapsneš. Jaz sem skoraj kolapsala in zato sem pa začela sploh s treningi. Ampak mogoče kako sploh začeti za eno žensko, koliko treningov priporočaš, kdaj priporočaš, da ženske začnejo, pri katerih letih in tako naprej, da greva kar na ene konkretne številke. Zdaj, vadba za moč, vadba z bremeni, to fajn bi bilo, da se mogoče pogovoriva, kaj to sploh pomeni. Zato, ker to ne pomeni nujno, da vzameš neke mehke ročke, tam obrišeš prah z njih dol, pa potem delaš neke ponovitve ali pa izvajaš neke vaje, kjer bi v resnici, če bi te nekdo vprašal ali pa bi ti rekel, ok, potem, ko si naredila 10, 15, 20 ponovitev, naredi še 5, pa jih lahko narediš še 5, pa jih naredi še 3, pa lahko narediš še 3, pa še 2, pa lahko narediš še 2. Se pravi, tukaj nisva midva zdaj zares vadila moči. Pač izvajala sva neke gibe, ampak nekih prilagoditev za tiste, ki so morda malo bolj trenirani ali pa tudi, če v resnici v tej obliki vadbe niso, ne bo prišlo. Se pravi, ko govorimo o vadbi za moč, samo veš, ko si prišla, vidiš, da se včasih treba malo stisniti zobe, mogoče malo pomatrati. Prideš v situacijo, kjer čutiš, da mišica je fejst obremenjena. Ni to kot nek sprehod v parku, kjer pač delaš neke vajice, pa tako malo, Se pravi, ne določi, to želim povedati, ne določi vadbe za moč, vaja, ki jo izvajaš. Ampak okoliščine, ki jih s to vajo ustvariš, ali pa jih ne. In ravno to je tisto, kar potem pripelje do napredkov in ugodnih učinkov. Za ženske je vadba za moč najbrž bolj pomembna iz več razlogov, ampak eden je ta, ker jo generalno zanemarjajo. Ni jim blizu. Podobno kot moškim ni blizu vadba za vzdržljivost, spet generaliziram, če govorimo o fitneserjih. Prav tako jim ni zelo blizu kakšen mobility, kakšni elementi joge, pilatesa, raztezanja. In zdaj, če hočem biti zelo tak, mogoče malo, prst v učevski, okay. je recimo za moški del populacije bi bilo mogoče fajn njihov
njihov način vadbe, treninga uravnotežiti tako, da elementom vadbe za moč dodajajo malo več vzdržljivosti in ne zanemarjajo kondicije in ne zanemarjajo teh nekih osnovnih gibalnih vzorcev in mobilitija. Na drugi strani pa ves ženski kardio in jogice in raztezanja in še več raztezanja potem, ker že tako si najbolj raztegljiva v lifeu, potem ne. Malo več stabilnosti, malo več vaj za moč. Ne? Ampak tisto, kar nas tukaj tepe, je to, da smo naklonjeni izvajanju tistega, v čemer smo že tako ali tako dobri. In se izogibamo tistega, v čemer se ne počutimo ravno najbolj domače. In ženske se v splošno ne počutijo glih najbolj domače, večinoma spet v nekem takem naporu ali pa v nekem takem kontekstu prostoru. Tako da tukaj recimo gre za v prvi vrsti rušenje teh stereotipov, najprej sam pri sebi, spraviti se mogoče malo stran ali pa malo ven iz te cone udobja in najti nekoga, ki ti bo pomagal pri tej tranziciji. Se pravi, da te ne bo... A veš, enim paše, ko stojijo na pomolu, če jih v vodo nekdo sam porine. Mnogim opažam pa, da je lažje, če jih nekdo v to vodo vodi in da jih na to pripravi in da vejo, kaj jih čaka. In to mi nekako poskušamo predstavljati, to ugodno tranzicijo, kjer vidiš, da ko si prišla k nam, je bilo ok, fajn mi je, ker nekako ne rabim umreti vsakič, ker se mi stvari lahko prilagodijo, ker to zdaj ni tisto klasično stereotipno fitnesiranje, s katerim smo morda obremenjeni, ženske še posebej. Tako da kolikokrat je pa spet vprašanje, okay, kako je vadba strukturirana, ko smo ustrezno strukturirana vadba za moč, bi rekel, da vsaj 2-krat na teden in v velikem številu primerov več kot 3-krat na teden ni nobene potrebe. Se pravi, za cilje nekega splošnega vzdrževanja, investicije v dolgoživost, investicije v neko zdravje, kot si rekla, na dolgi rok, je vadba za moč 2-krat na teden v povprečju najbrž dovolj, če imamo že v osnovi nek razgiban življenjski slog. Včasih za neke cilje je 3-krat na teden lahko že popolnoma tako ok, da ne rečem zgornja meja, ampak ne vidim pa veliko kontekstov in primerov, ko pa je več kot 3-krat, mogoče 4-krat na kratek rok treningov za moč koristno še. Ja, jaz sem videla pri sebi, ko hodim 2-krat, da mi je to čist dovolj. In kar mi je bilo najbolj fascinantno, je bilo to, da jaz po treningih nisem bila izmučena. Sem jaz dejansko imela energijo po treningih. Tako in dostkrat sem po treningih še kaj naredila, kljub temu, da sem šla popoldne. Kar me je najbolj v bistvu presenetilo, ker sem mislila, ko greš v fitness, si pa pol čisi izčrpan, naslednji dan hoditi ne moreš, ja, čutiš mišice, ampak se mi zdi, da raven zaradi tega je ful pomembno, da ko se lotiš tega, da se lotiš strokovnjaki. Jaz sem tudi rekla, ko smo se s kolegico pogovarjali, smo bili tako, mi dve čutva, da moramo nekaj narediti v tej smeri, ker se hodva na sprehode, delam jaz vsak dan jogo, že ful časa, ampak jaz sem čutila, da to ni dovolj, da jaz ne zmorem svojega urnika, isto moja prijateljica Ajda, s katero hodam, in sem bili tako sam, da si mi dve kaj narediva v fitnessu, da si kaj polomam, jaz rabim svoje roke, noge, rabim biti pravilna, to je tudi moja karijera, Jaz ne morem zdaj si prvoščati ene poškodbe, zaradi katere bom pol, 3 mesece v posli ali pa nekaj. Se vidi, da tle tudi ful narobe delam, zdaj grem pa v fitness, zdaj pa tam une naprave malo delam, gor dol, levo, desno in pol mislijo ljudje, koliko smo naredili. Se mi zdi, da se tudi pozablja na ta profesionalen pristop, da je fino, da nekdo se pogovori s tabo, tako kot je bilo pač v vašem primeru, zakaj ste tukaj, kaj je vajen cilj. Se pravi, bomo trening prilagodili temu. Ne vem, jaz sem bila zdajle, en mesec sem imela skozi pač neke težave z zdravjem in ko sem prišla, sem rekla, please, daj mi en penzionerski trening. In mi je dal pač penzionerski trening. In včasih je fino, da si tudi moraš priznati, da ne moreš. Recimo, tega sem se danes tudi hotela dotakniti. Jaz vidim zdaj v današnjem času, sploh jaz delam recimo v medijskem svetu, kjer se non-stop nekaj dogaja, sploh v show biznisu, povsod si skozi prisoten in včasih je tega res ogromno in ful ljudi opažam, da so tako na meji izgorelosti ali pa jih zdaj že poznam, ko so izgoreli. Zdaj, to je sicer ful preveč uporabljen termin, vsak ta drug že nekaj o tem govori, ampak vseeno se mi pa zdi mogoče dobro tudi nasloviti to, kaj pa v tem primeru, da si ti izmučen. A je smiselno iti na trening z utežmi ali ne?
Razmišljam. To rad počnem, by the way. Ne bom mogel podati enoznačnega odgovora. Ta bo bil sigurno vezan na stopnjo ali pa poglobljenost situacije, izgorelosti, če praviš, v kateri se nekdo nahaja. Spomnim se primerov, ko je bila ta reč res potisnjena na skrajni rob. Dajmo reči, da je bila sveča skurjena z obeh koncev skoraj do konca. Takrat v nekem obdobju se pogovorimo in ugotovimo, da je pa najbrž kaj drugega zdaj bolj koristno zate, kot pa kakršnakoli količina dodatne obremenitve. Uporabim to s prispodobo. Ko nekdo poškoduje svoje koleno, on še vedno lahko stoji na nogah in se počasi premika. Ampak v tej prvi fazi, dokler oteklina ne splahne, dokler se stvar vsaj toliko ne popravi, da ni več tega akutnega bremena, bi bilo fajn, da počivaš. Bi bilo fajn, da je ne obremenjuješ. In če prenesem to prispodobo na to, kar me zdaj sprašuješ, če obstaja res nekdo v stanju, kjer mu je že samo misel na sprehod, tako mu obrne želodec, potem ga sigurno mu ne bi svetoval, mu ne bi vzel njegovega denarja, da je tako reči, niti za, da je prid pa bova probala. Bi se pogovoril o tem, kaj lahko naredimo, da gre ta oteklina stran, če spet ne, da mogoče rabiš zdaj neko razbremenitev, mogoče bi bilo kaj drugega zate bolj koristno v tem trenutku. In potem, ko boš spet dobil nazaj nek nasmeh na obraz, ko boš spet nekako videl stvari malo bolj v barvah, potem pa lahko začneva dodajati postopoma neke oblike vadbe. Si mislim, da v tem primeru bolj za moč, kot pa nek hudo intenziven kardio, ki je bolj izčrpljujoč lahko. In potem spremljam, kako se regeneriraš. In to, kar si rekla prej, je nekaj, na čemer smo mi namenoma delali. To je bil produkt mojega opazovanja, še kot študent fakultete za šport na komercialnih fitnessih, ko sem videl, da je nek stereotip fitness trenerja ali pa trenerke ta, da poskuša igrati vlogo slabe vesti svojih varovancev, nekega bulija, tirana, dej še, dej, ja, veš, go hard or go home, no pain, no gain in pač karkoli že. To, mislim, ljudje imajo življenje, ljudje niso mi, da pridemo v gym, treniramo, jemo in spimo. In to je to. Ljudje pač imajo svoje družine, svoje kariere. Kaj nete toliko z muskelfibriram, si izmišljujem besede, danes mi gre kar dobro. Povzročim tak muskelfibr na treningu, da potem greš na oder zvečer in ko mi poješ, ko mi hodiš vsa kisla. Se pravi, to ni odgovorno za moje pojme, niti ni smešno, čeprav se mnogi temu potem, ker smejo, sem imel tak muskelfibr, nisem mogel stati. Ok, če se to zgodi pač zdaj zato, ker enkrat neki pa ne. Greš na Triglav. Ja, ok, ja, valjda, logično. Ampak to ni način treninga, ki je mogoče najbolj koristen na dolgi rok. Je treba najti takšno mero obremenitve, po kateri se lahko ustrezno regeneriraš, brez da to negativno posega na ostale stvari, s katerimi se v življenju ukvarjaš. Veš, to pa ni pol toliko seksi, ne morem te instantnosti ne morem pol prodati. Ljudje imajo pol občutek, da se nič ne pozna, da nič ni. Mi imamo pa zelo radi, da če nekaj naredimo, da je nekaj takoj. Ja. Ne, in tudi pri treningu je potem odgovorno najti način, kako s tem ustrezno komuniciramo. Se pravi, če govorimo o nekom, ki ima več obremenitev na drugih področjih življenja in je se ujel v to, da je ostal brez sredstev, ne govorimo o denarju, govorimo o energiji. Potem bo treba to pri tem posamezniku individualno to zopet oceniti in najti zanj neko ustrezno pot, da se bo ven iz tega splezal in vadba za moč mogoče ne bo prva stvar, ki bi se lotili. Gre pa za en tak celovit pregled vsega skupaj. Ja. Zahteva čas, zahteva energijo, zahteva eno stvar, ki je danes mogoče težja od mnogih, da ne rečemo vseh, in to je biti človek, to smo mogoče malo pozabili. Ja. A veš, vsi bi radi nekaj prodali, zdaj ti dam paket treningov, zdaj moraš hoditi, če zgrešiš, pač lej si plačil in pa imamo ta pritisk, ja, pa lej, toliko sem utrujen, ampak dej bom šel še na trening, obljubil sem. Jaz sem se spraševal, o čem je fora in zdi se mi, da je fora samo v tej cost-benefit kalkulaciji, se mi zdi. Naši možgani imajo zelo radi cost-benefit analize.
Ja. Primer, a odprem vrečko čipsa, ok, 1000 kalorij, nič dela. Mi lajki. Grem skuhati zelenjavo, ribico nažardati, tako 45 minut, pripravi, nareži, pomiji, pospravi, pojedu v minuti pa pol, dobil sem pa pol manj kalorij. Ne izide se dobra računica, ne? Dal sem pač tak direkten primer. In tukaj je zelo podobno. Ne? Se pravi, zdaj moram, jaz razmišljam o naših strankah, razmišljam o njih, o tem, s čim se soočajo v življenju, moram pridobiti te informacije, moram se vse z njim oziroma z njo. Moramo pripraviti za njo nek individualiziran plan, zanima me, kako, to zahteva energijo, čas, pazi, ki ga ne računam, ker povrh, drugače moja ura 50 €, sam če pač hočem biti pa ful dober trener, pol je pa moja ura 150 €. Zdaj, hočeš, da razmišljam o te, pa se ti pripravim, pa prilagodim, potem bo tok, če pa hočeš, da pa se te sam zavrtim skozi tisto, kar vrtim tudi vse ostale po enem istem štiku, potem pa bo tok. To je, da bi ti prišla na nek nastop, pa bi rekla, lahko vam zafuram te iste komade, ki jih furam tako povsod, to bo taka postavka, če hočete, da vam prilagodim komade, pa da naredim za vas neko tako prilagojen dogodek, pa bo pa druga postavka. Ne znaš tako, ne. Ja. Vedno narediš svoj maksimum, če si tak človek. In zato pravim, da se mnogim danes to ne izide, ker lahko zaračunaš manj, dobiš manj za svoj vložek energije, časa, ne moreš težko postaviš neke, sisteme, ki veljajo za vse v vseh situacijah enako, ne morete iz vidika osebne integritete iti čez prodajanje nekih one size fits all programov in diet, ker veš, da za vsak problem, ki ga nekomu pomagaš rešiti, si pri nekomu ustvaril nek nov problem. Ja. In zdaj, tukaj smo si tudi mi pol različni. Nekdo gre pač zlahka čez to, pomete par stvari pod preprogo, malo zracionalizira v glavi, da pa je on vseeno pozitivna sila v tem univerzumu, ker pomaga več, kot pa jih zafrkne, in obrnemo nov list. Ne? Jaz bi se s tabo lahko še 100 let pogovarjala, še ful enih stvari imam v glavi, ki sem jih hotela predelati, ampak žal smo omejena s časom, tako da upam, da prideš na part 2. Jaz veseljem prijem na part 2. Žal mi je, če sem kakšno stvar mal podaljšal. Všeč mi je, ker sem jo vseeno parkrat usmerila, tako da nisem šel predaleč stran. Upam, da vseeno je to bilo, kakor se da. Če ne toliko konkretno uporabno, pa vsaj zanimivo v smislu odpiranja nekih avenij razmisleka, ki se jih danes pogosto izogibamo. Ja, če ne drugega, da začnemo malo bolj uporabljati svojo kmečko logiko in da začnemo malo bolj razmišljati o stvarih, ne samo konzumirati. To upam, da sva danes spodbudila. Sicer pa imate vi tudi super podcast z ekipo, Znanost dobrega počutja, kjer se naslavljajo razne teme, ki jih danes žal nisva mogla obdelati. Jaz imam še toliko enih idej, ampak čas gre hitro s tabo. Tako da jaz si želim, da bi bilo več takih ljudi na sceni kot si ti, zato ker sem noro hvaležna, da sem vas našla in da se res poglobite vsakega posebej in da se ne ukvarjamo samo z mišicami, ampak se včasih tudi malo razjokamo. Predebatiramo čustvene težave, na treningu se nasmejimo in res pač te treningi minejo 1, 2, 3 in vedno, ko Matjaž, Flora, dosti je, trener naš, tako, a že? Pa tako, ja, zmagala si in je tako, konc je bilo že, 1 ura je že in tako, ja. Res ne morem verjeti, da so lahko treningi toliko nekaj prijetnega, zato sem zelo hvaležna in sem te res želela danes povabiti in imaš ogromno enega znanja, ki ga zelo nesebično deliš in prek podcasta in ogromno enih člankov pišeš, tako da si lahko več o tebi pogledajo tam, kje te sicer lahko najdejo. Ja, na naši strani smo dali po mnogih letih prenoviti stran, tako da je zdaj vsaj malo bolj reprezentativna. Bravo. To je feel-good.si. Po moje, če opišeš Feelgood v iskalnik, bi nas... Vas najde, sem pogooglala. Ste probala, ok. Tako da tam je potem tudi blog oziroma knjižnica, kjer je res kar nekaj člankov, kot praviš, na najrazličnejše teme, tudi o beljakovinah sva govorila, o uravnoteženem obroku sva govorila, o ogljikovih hidratih, maščobah, se pravi tisti, ki jih zanimajo te stvari v malo več podrobnosti, najdejo tam. Vsekakor so to naši kanali na Instagramu, na Facebooku, če opišete recimo tam noter moje ime oziroma Feelgood, nas najdete in vsekakor smo odprti do vprašanj, ki jih morda imate, komentarjev, tudi kakšne konstruktivne kritike, vsekakor.
In upam, da potem v part, tu si rekla, spem te stvari potem še kakšno filozofsko vprašanje. Še kakšno reč dodati. Drugače imam pa jaz eno zaključno vprašanje za čisto vsakega gosta in sicer hashtag oziroma glavna tema mojega podcasta oziroma Kozma podcasta je samozavestna na raznih področjih svojega življenja. Zdaj me pa zanima, kdaj si pa ti najbolj samozavesten? Samozavesten. Kdaj sem najbolj samozavesten? Ne vem, zakaj se mi je zdaj ena stvar se mi je utrnila zdaj, ker si me to vprašala. Nisem se pripravila na to vprašanje, nisem vedela, kje vprašanje mi boš postavila. A veš, ko padeš v nek workflow, ko padeš v nek svoj flow, ko veš točno, a ne? Ko najdeš neko področje, kjer si res dober in tja tudi nisi po nesreč dober, ampak namenjaš ogromno ene energije in ogromno krat si tam padel in se pobral in padel in se pobral in ti je bilo večkrat pokazano skoraj da narobe kot pa prav. No, to, kar mi počnemo, ta naš feel good, to je nek tak primer zame. No, in ko delam z nekom in opažam napredek pri njem in to, kar ti zdaj opisuješ, takrat sem samozavesten. Samozavesten postanem takrat, ko opazim, da je nekomu našemu varovancu ali varovanki to, da je začel sodelovanje skupaj pomagalo na nekem področju njihovega življenja, zdravja, počutja, telesne kondicije, da smo uspeli mu pomagati. Takrat ratam samozavesten in še posebej, če to naredim na tak način, kot vem, da bi si želel, da nekdo dela tudi z mano. To je nek tak vir energije in samozavesti zame. Super odgovor. Itak vse Biblije, vse duhovne prakse pravijo, da ne delaj drugim to, kar si ne želiš, da bi nekdo delal tebi. Tako da, evo, moram zaključiti z duhovnostjo. Z duhovno, filozofsko mislijo zaključila tale podcast, tako da hvala ti, ker si bil z mano. In hvala ti, ker delaš enako in z ministri, in z biznismeni, ženskami in pa tudi navadnimi ljudmi, ker res rabimo več takih ljudi, kot si ti. Hvala ti.